Spoštovani gledalci in gledalke, vsi tisti, ki ste obiskovalci naše spletne strani www.klepet.kavi.si, nas tale trenutek spremljate pripravljeni. Pripravljeni s čim? S čajno svečko, z rižem, z enim krožnikom in za 4 kovancem zlate barve iste vrednosti. Se pravi 10, 20 centov, 50 centov, evro, 2 evra. Prav? Ja? Ok. Govorili bomo namreč o obilju. In ne govorimo samo o finančnem obilju, kajti obilje je lahko tudi obilje dobrih odnosov, ljubezni in še bi lahko naštevali. In tudi bomo. Kajti današnja oddaja od tega trenutka naprej je namenjena obilju in temu, da gremo naprej. Če ste spremljali prispevek prej, smo odpustili in zdaj je čas, da si postavimo stvari. V naši družbi pa je Uroš Brumen, lepo pozdravljen, dobrodošel. Lepo pozdravljena tudi ti. Takole. In moram reči, da se bo danes marsikaj dogajalo. V naslednjem delu, pa tudi že v temu klepetu, zdaj le tale trenutek, bomo namreč odgovarjali tudi na vaša vprašanja. Torej, kaj je tisto, kaj lahko vi naredite v svojem življenju za to, da bi se odprli obilju? Obilju sreče, ljubezni, obilju zdravja in obilju tudi finančnem na vse zadnje. Tako da imeli boste priložnost in možnost, malce pomislite, razmislite in naj poudarim, da to ne bo vedeževanje, ampak to je tista pomoč v tem smislu, da lahko greste naprej. Sem prav povedala? Ja, to je kot nek klik do sebe. Tako. Moram reči in se ti znova zahvaliti, da si nas obiskal tudi na festivalu Dao Ja. Ne samo, da si našim obiskovalcem na festivalu Dao Ja podal take zadeve, marsikoga spravil tudi v jok, ampak on res jok, ki sprosti. Bomo pokazali tudi posnetke, ne danes sicer. Tudi meni si povedal par stvari in tudi jaz sem imela precej dela sama s sabo. Čez vikend, ja. In moram reči, da res najlepša hvala za vse te stvari. Skleda hvala tebi za zaupanje. Tako. Torej, blaginja oziroma obilje. Kako gledaš na obilje? Obilje je v bistvu vse, kar nas obdaja. Obilje je tudi naša osnovna energija, zaradi katere smo tako zelo stvarni in pa resnični, da se lahko v življenju poistovetimo z svojo energijo in pa z svojo zgodbo. Praktično obilje je tisti lepši izraz za energijo. In če želimo v naših življenjih privabiti določene točke, s pomočjo katerih se lahko izrazimo, potem je potrebno poskrbeti tudi za obilje, ker če tega ni, potem je isto, kot da nas ne bi bilo. No, danes bomo ravno v ta namen tudi izdali, oziroma Uroš bo izdal, tudi jaz ne vem še, kako bo šlo, imam pa pripravljene vse te stvari in damo vam še nekaj trenutkov, da tudi vi doma si pripravite te stvari. Se pravi, en krožniček, potem pa riž. Jaz sem zbrala seveda ekološki riž, tak pa polnozrnati, vas ne preseneča verjetno. Če imate belga, imate pa belga. Potem pa čajno svečko, jaz imam tako lepo modre barve in pa 4 kovance zlate barve iste vrednosti. Se pravi 10 centov, 20 centov, 50 centov, evro ali pa 2 evra. Mi smo dali tukaj 2 evra. Tako da pripravite si te stvari, še nekaj trenutkov možnosti, priložnosti imate. Jaz vam pa zdaj zastavlja eno vprašanje, ki je navezano na obilje denarja. Obilje denarja. Denar je praktično fizična blaginja, ki ga danes uporabljamo oziroma potrebujemo, če želimo funkcionirati v našem svetu, ampak denar kot tak si ga lahko prikličeš tudi drugače. Ne vem, imam izkušnje tudi z ljudmi, ki se požverela ali ne, dobesedno bojijo denarja, ker se ga bojijo sprejeti, ker imajo nekako občutek, da ga niso vredni. In potem se zgodi, da tega denarja mogoče za neko določeno obdobje sploh nimajo, lahko izgubijo zaposlitev samo zaradi miselnega vzorca, da finančne blaginje v fizičnem smislu niso vredni. Denar je pa vedno potrebno sprejeti kot svojega najboljšega prijatelja, kajti tisti nam bo vedno nekaj omogočil, pa nikoli, če bomo skrbeli za njega, nam strani energije ne bo obrnil hrbta.
Se pravi, če imamo ta vzorec, ti to lahko začutiš, ne? Če ima človek ta vzorec v tem smislu, da ne zna sprejeti denarja ali pa da ga noče sprejeti. Lahko to se začuti, se recimo tudi ti, ko se srečuješ z ljudmi veliko, lahko tudi sama začutiš, kdo ima občutek, da ni vreden, če da kaj nase. Ker potem tudi te stvari ne zna spoštljivo nositi, ne zna se ponašati s tem, da jaz pa nekaj imam, ne. V bistvu je to kot španska vas, bi rekli. Zelo zanimivo. No, danes v nadaljevanju bomo tudi sprejemali vaše telefonske klice, kjer boste morda dobili ravno ta klik v tem smislu, ali imate kakšno miselno blokado ravno na tem nivoju, v smislu, da dejansko niti ne znate sprejeti oziroma da se bojite vsega tega. Jaz bi tukaj še nekaj dodal, če lahko. Lahko, seveda. Zakaj sem vesel, da smo se za to odločili ravno prvi dan v februarju? Februar je edini mesec v letošnjem letu, ki vam lahko prinese spodrsljaje. Ampak to take spodrsljaje, da boste lahko prišli sami do sebe in če takrat ne boste sigurni v to, kar si želite, v to, kar verjamete, vam lahko tudi vaš uspeh za neko določeno obdobje, bodisi 9 mesecev, tudi spolzi iz rok. Tako da v februarju mesecu, lepo prosim, bodite pozorni na to, kaj si želite in na kakšen način si želite. Lahko za svojo ljubeznijo si eno stvar zaželite, ampak vaš ego, vaše mišljenje, da določenih stvari niste vredni, lahko to totalno zablokira. Zanimivo. Se bova sedaj rotila tega rituala? Te že muči. Ja, seveda, da me. Pol mi boš pa asistirala, prav? Bom asistirala. V redu. To se pravi, imamo 4 kovance enakih vrednosti, ampak najprej bova na sredino dala svečko. Dobro. Ok. Ta svečka predstavlja vas kot osebo, vaše uresničenje in pa vašo resničnost. Ob strani pa bova postavila 4 kovance v smeri urinega kazalca, to je zelo pomembno, in kot da bi svojo blaginjo postavila na sever, jug, vzhod in zahod. Te 4 kovanci predstavljajo celovito vrednost našega življenja in pa našega uresničenja. Daj mi sam povej, a zunaj krožnik ali noter? Noter nariš. Noter, ok. Nariš. Se pravi, Vse se dela na rižu. Tako. Nataša način. Se pravi, ne sever, jug, vzhod, zahod, ampak v smeri urinega kazalca. Ampak simbolizirajo te fizične 4 strani neba. Se pravi, kamorkoli se boste v svoji nepremičnini obrnili, tam vas čaka blaginja. Tako boste lahko privabili čim več denarja. Predno prižgeva svečko, morava še nekaj dodati, seveda. Jaz sem še omenil, da potrebujejo tudi sol. A, se res? Ok, ampak midva zdaj trenutno je ne potrebujeva. Jo imam tamle. Jo imaš? Ja, jo grem kar iskat. Evo, Vodaj v živo se marsikaj zgodi. evo ga. Super. To je taka prava naravna sol, verjetno. A, seveda. Sol pa potrebujeva zato, da pred vrata, na predpražnik, da jo tudi posujemo in s tem onemogočimo vdor negativnih energij v našo nepremičnino. Tako bojo tudi medsebojni odnosi in pa naše razmišljanje o nas samih boljši in pa lažji. Se pravi, ne bo več tiste teže, ki jo lahko čutiva na področju srčne čakre, kadar se, ne vem, za starši spremo ali pa ko nam nekaj ni pogodu, ko nam naš ego precej nagaja. Se pravi, na vhod? Na vhod. Tako da bi vrata odprla, v bistvu ne potreseš po celem predpražniku, ampak samo tisto črto pod vrati, predno oseba stopi v tvojo nepremičnino. Tista črta pred vrati je mejnik med tabo in zunanjim svetom.
Ker mi, če se želimo v naših življenjih strani energije počutiti dobro, moramo tudi našo nepremičnino pripraviti do tega, da se do nje obnašamo kot do svojega telesa. Se pravi, da če bomo mi v svojem življenju si omogočili blaginjo na tak način, kot sem zdaj napisala, in z svojim pozitivnim razmišljanjem seveda tudi prižigali svečke takrat, ko bomo to potrebovali, bo naše življenje kar naenkrat postalo bolj dinamično, dobili bomo nove priložnosti, ki se nam v življenju tako ali drugače zaradi okolice spet in pa zaradi našega ega tudi izmikajo. In v bistvu, zdaj da še poveva eno stvar. Predno prižgeva svečko, ker vidim, da te že precej muči. Ne, v redu je, bom preživela. Boš. Ne bo treba. Tako da bomo zdaj to naredili, predno prižgemo svečko. Ja? Vedno to ne prižigaš vsak dan. Ok. Ampak prižigaš takrat, ko imaš v svojih mislih določeno željo. In pa določeno pričakovanje, ne vem, si pred podpisom nove pogodbe, ki je za tebe v tvojem življenju recimo bistvenega pomena. Ali pa si pred poroko, da bo tvoja blaginja tudi v medsebojnih odnosih šla nekako na boljše, potem tudi prižgeš to svečko. Ampak potem vedno pod krožnik postaviš listič z napisano situacijo. Listič, potem pa na ta listič postaviš ta tvoj, kako bova temu rekla, kot nek oltarček je tole, ne? Oltarček, ok. In potem prižgeš svečko, ki pa mora vedno pri vsaki situaciji zgoreti do konca. Ponavadi je potem tako strani energij, da se stvari začnejo obračati na bolje v roku 21 dni. Zanimivo je tudi to, ko sem imel eno izkušnjo, ko se je ena družina, s katero se srečujem preko svojega dela, seveda, neprestano kregala in neprestano imela neke negativne situacije. Starša sta imela težave z otroci in predvsem mama, kot maternica družine, ni morala razumevati, kaj njeni otroci sploh želijo od nje. Da si želijo samo tisto pristno in pa pravo ljubezen. In pol smo za hec. Jaz takrat še nisem vedel, kaj želijo energije nekako od mene, ne. Za hec smo postavili prav tak oltarček, tako kot sva ga midva zdaj tukaj pripravila, in v roku, bomo rekli, meseca dni se je njihov družinski odnos izboljšal, ker ta oltarček simbolizira vse člane, ki živijo v tej nepremičnini, in vsak se izrazi, vsak se lažje izraža, ker ponavadi pri medsebojnih odnosih pride ravno do tega, da se ljudje med sabo ne znamo poslušati sebe in pravzaprav zanikamo ta svoj snovni steber. Zato je svečka tudi v središču postavljena kot zlat steber naše osebne resnice, da ne pozabimo, kdo smo in kaj si dejansko želimo. Zanimivo. Jaz sem napisala, želim si, da bi gledalci in gledalke napredovali v življenju s pomočjo oddaje Klepet ob kavi. To tako ali tako bodo. Ja, no, se vem, ampak vseeno. Bova še pospešila. Bova še pospešila. Sploh pa v nadaljevanju in že tale trenutek bomo prvega sprejeli, zato da boste videli, kako to gre. Super. Telefonska številka se bo izpisala spodaj. Zdaj pa, se pravi, najprej sol, tam na vhod smo rekli, potem napisati listek, tole dati od spodaj, tole poštimati, zdaj pa lahko že? Lahko prižgeš, seveda. In potem vedno vsaka svečka, za vsako situacijo mora biti druga svečka. Druga svečka. Se pravi, za eno situacijo je vedno ena svečka in naenkrat se rešuje ena družinska situacija, recimo. Ali pa če si naredil oltarček zase, je potem to ena tvoja situacija. Bom pa potem povedal, kako hraniti te kovance, zato da bo
v naših življenjih, pa tudi v naših denarnicah, blaginja še lažje stekla. Tudi kako hraniti. To je v bistvu hec vsega tega, ker v bistvu moramo mi kot ljudje si ustvariti zaključen krog energije. Ker če nimamo pri naši osnovni smeri, se pravi pri naših starših, pri naši osnovni družini, popravljenih odnosov oziroma usklajenih odnosov, bomo temu rekla, potem marsikaj ne štima. Odlično. Hvala lepa za te informacije. Takole, v nadaljevanju, tudi zdaj že, če bo kakšen klic prišel, torej danes Uroš odgovarja na vprašanje, katera je tista stvar, ki vas blokira do obilja, kakršnega koli obilja pač že v vašem življenju, obilja ljubezni, obilja sreče, obilja zdravje, obilja finančnega bogatstva. Mogoče imam še eno vprašanje. Jaz denar vidim kot energijo in recimo ljudje, ki, ne vem, zadanejo na loto, zelo, zelo hitro izgubijo ta denar, ker mogoče imamo občutek, da ne znajo obvladati te energije. Pa naj bodo srečni, da ga zelo hitro izgubijo. Kajti denar, ki je pridobljen na loto pri vseh igrah na srečo, je strani energije vedno tako, da ga odplačuješ v enem od naslednjih življenj. In če si ti v tem življenju, si dosti nagrabil s pomočjo iger na srečo, potem v enem od naslednjih življenj zagotovo to odplačuješ, lahko tudi na tak način, da se moraš fajn boriti za to, kar ti pripada. Auč. Gospa Mojca je z nami na telefonski liniji. Pozdravljena. Ja, lep pozdrav tudi vam v studio. Gledam vašo oddajo. Super. Pozdravljam tudi gospoda. Moram reči, da meni se zadnje čase res grozne stvari dogajajo, pa me res zanima, verjamem v te stvari, so se zgodili tudi čudeži s pomočjo, ampak včasih glava ne dopusti, da bi šlo naprej, pa me zanima, kako sprostiti energije, da se nehajo te težave v bistvu v mojem življenju. Se pravi, Mojca, kje vas blokira zdaj, nekaj? Tako, kje se vse skupaj, vse gre nekaj narobe. Bomo odgovorili. Uroš, oprosti, samo minuto imaš zdaj, potem pa še več klicev. Res? Ja. Ta televizijska je težka včasih. Ja, res je. V glavnem za gospo Mojco bom povedal samo tole. Gre namreč za zadevo, da je Mojca razcepljena na več svojih koncev in se sestavlja, kot da bi sestavljala puzle. Ampak prvo nekako zadeva, ki je pri njej tudi vprašljiva, je to, koliko zaupa sama sebi. Neprestano se prilagaja, neprestano se trudi, da je drugim super fino fajn, ko pa on karkoli rabi, pa tukaj ni nobenega, kvečemu si tudi kupuje, bova te bo rekla, ljubezen s prilagajanjem. In mogoče moram to zvestobo do sebe mičkeno pojačati. Evo, zvestoba do sebe. Spremenila. Evo, v nadaljevanju še več informacij in izvedeli boste tudi tisto, kaj vas v življenju blokira, na katerem področju. Ostanite v naši družbi. Ko je učenec pripravljen, pride učitelj. In zanimivo, da je tudi obratno. Ko je učitelj pripravljen, takrat pride učenec. Ne vem, v kakšni vlogi se boste danes znašli tisti, ki se boste opogumili in pogledali resnici v obraz, v smislu, kaj je tisto, kar vas v vašem življenju ovira, kje je torej blokada do obilja sreče, ljubezni, zdravja in vsega ostalega. No, kakorkoli že, v naši družbi je Uroš Brumen in danes vam podari ta nasvet, to možnost in priložnost in ga torej na takšen način deli z vami. Že je delil z nami tudi tale čudovit oltarček za obilje v domu. Zdaj pa ste torej na vrsti vi z vašimi vprašanji. Telefonska številka se bo namreč izpisala tukaj. Na telefonski liniji pa že gospa Melita, dober dan. Dober dan, gospodica, me nekaj zanima. Jaz nimam nažalost sreče z službo, pa me zanima, kaj bi mi lahko pač priporočala za obilje, da bi lahko čim prej službo našla. Pa bi poslušala po televiziji, če lahko. Ja, samo trenutek. Uroš, si razumel ti? Boš mi povedala. Aha, lahko še enkrat ponovite, kaj je pravzaprav tisto?
Nikakor nimam sreče za službo, da bi službo dobila. Vse, kar naredim, nikakor ne dobim, vedno se mi neki zlom. Super. Mislim, ni super, ampak smo slišali, tako da kar poslušajte. Ja. Zdaj pri gospe Meliti, če sem si prav zapomnil, gospa Melita bo imela v februarju mesecu precej veliko izkušnjo sama sabo, kajti mogla se bo pogovoriti s svojim egom in pa s tem, kar si dejansko želi v življenju. Ker je bila v preteklosti za službo precej razočarana, se pravi, tako mi delamo v ljubezni, je delala ona v službi, neprestano se je razdajala, pol na koncu je pa nekako ostala tudi brez vsega in zdaj za svojim egom, za svojim razočaranjem si niti ne dovoli pogledati, kje je tista njena prava pot na poti do službe. Zanimivo. To je en tak začaran krog, veš, v katerem se ljudje največkrat znajdemo takrat, ko nam ego nagaja pri določenih stvareh in pri gospe Meliti se je prav videlo, da ima vse poti postavljene v pozitivno smer. Samo odločitev njena je važna, da bo poslušala ne toliko svoje misli, kot pa to, kar si sama želi dejansko. Zanimivo. Nad vse. Tako, telefonska številka je izpisana spodaj. In danes torej Uroš Brumen tukaj za vas odgovarja na vprašanja, kje je torej v vašem življenju tista blokada, zaradi katere morda ne morete napredovati, zaradi katere ne morete ozdraveti, zaradi katere ne morete uživati v partnerskem življenju ali pa zaradi katere imate ves čas neke finančne težave, takšne in drugačne. Gospa Mira je z nami na telefonski liniji. Pozdravljena. Se slišimo? Pozdravljeni v studiju. Malo ste me zaintrigirali, pa pač bi vprašala, no zdaj se čujem samo svoje eho na televiziji, bom se odmaknila. Zanima me moja življenjska pot naprej, nič drugega. V smislu tega, kak sem jaz pripravljena za naprej in moj stav do življenjske poti naprej. Odlično. Hvala lepa za vaše vprašanje. Hvala, Mira. Takole, preden odgovoriš, naj še enkrat povem vsem gledalcem in gledalkam, da to ni vedeževanje, to so namigi za to, da boste vi sami lahko naredili nekaj zase, kajti vi sami prevzemate odgovornost za svoje življenje in vi sami ste tisti, ki dejansko lahko naredite premike. Ne Uroš. Uroš vam da samo navodila. In nekateri se pravzaprav ravno te odgovornosti bojijo. In s tem, ko se bojijo odgovornosti, da bi določene stvari v svoje življenje vnesli, potem tudi zablokirajo določene zadeve. Kako je pri gospe? Kaj je tisto, kar mora odblokirati, da bo lahko šla naprej? Zdaj sem hecno izrazil, ampak odblokirati mora sebe, odblokirati mora odnos z starši, ker je vedno bila postavljena na stranski tir. Vedno je nekako za njo, če si dokazal, da je namesto črne rdeča barva, ona tega ni verjela, če sama ni izkusila. Malo bolj nežna mora postati do sebe in bo lažje šla naprej. Zanimivo, lepo, zelo lepo. Takole, z veseljem bomo sprejeli še kakšen telefonski klic, številka je torej izpisana spodaj. Danes torej govorimo o obilju vsega dobrega in če mogoče ponoviva, mesec februar je tisti, ki smo lahko zelo pozorni. Tako, mesec februar nam prinaša velike preizkušnje. Že v prejšnji oddaji, ko sem bil tukaj pri tebi gost, sva rekla, da je letošnje leto zlate krogle. In to leto nam prinaša pot k sebi. In ker se ljudje največkrat poti k sebi bojimo zaradi svojega ega, je potem lahko tudi naša pot skozi uspeh življenja toliko daljša, ker se sami oviramo. Zato so te stvari še toliko bolj kočljivega pomena. Jaz vedno na vseh mojih predavanjih, delavnicah govorim ravno o tem, kako zelo je pomembno, da si v ključnem momentu točno vemo, srčno vemo, kaj si želimo. Ni pomembno tisto, kar si želimo preko naših misli,
ampak tisto, kar si želimo iz nas samih. Iz srca, ne? Tako. Zelo zanimivo. Takole, vsak trenutek bomo sprejeli telefonski klic, linije so popolnoma proste, tako da veste, kar se seveda tega tiče. Se pravi, ja, zelo zanimivo. Predvsem se mi zdi, da se vse povezuje na vseh nivojih. Na vseh nivojih, zato pa je tudi v letošnjem letu tako izpostavljena sveta devetica zlatih stebrov, o čemer smo tudi imeli predavanje prejšnji vikend, pretekli vikend. In zakaj sveta devetica zlatih stebrov? Ravno zaradi tega, ker takrat, ko to spoznaš, lahko sam sebe kot osebnost in kot energijo umestiš v nekako obdobje in pa področje svojega življenja, ki ti pripada. Določeni se recimo namenijo, da bodo začeli iskati svoj potencial. In bolj, ko pridejo do ključnega momenta, da bi lahko svoj potencial sprejeli, se najprej vprašajo, kaj bo pa na to moj ata rekel, ali pa kaj bo na to moja mama rekla. Se pravi, neka logika. In se zablokirajo, ker vedno so kot otroci potrebovali neko dovoljenje, da so lahko nekaj ustvarili. Takole, mi pa imamo na telefonski liniji gospo Marijo, pozdravljena. Dober dan, gospa Marija. Dober dan. Kar pogumno. Lepo zdrav. Lepo pozdravljeni. Moje vprašanje pa je glede blaginje. Vse splošne blaginje. Veliko delam na tem, ampak nikakor uspešno. Gospa Marija, kaj pa če vi mogoče preveč delate na tem in za svojimi mislimi to tudi blokirate? Ja. Zato, ker kot energija imate v letošnjem letu precej lepo odprte stvari, samo zaupanje do sebe, smo spet tam, ne? Zaupanje do sebe vam manjka. Ker vse poti, za kakršnekoli poti se v letošnjem letu odločite, ne? Te poti vam bodo uspele, ampak počasi, korak za korakom, ne pa prehitevati stvari. Prav? Hvala lepa. Ja. Prosim. Zaupanje vase. Smem samo nekaj. Seveda. Morda je gospa na telefonski liniji pričakovala drugačen odgovor z moje strani, ampak če sama ni energijsko pripravljena določenih stvari sprejeti, tudi sam ne morem dati določenega odgovora, ker ni to moja naloga, v bistvu je moja naloga samo pokazati pot. Pokazati pot. Prehoditi moraš pa sam. Ali pa prevoziti v mojem primeru. Takole, gospa Štefanija nas je tudi poklicala zato, da bi ugotovila, kje je blokada v njenem življenju morda, do obilja vsega lepega. Pozdravljena. Lep dober večer obema. Hvala. Jaz imam eno veliko delo pred seboj v letošnjem letu in me zanima, če bom jaz tole uspela v letošnjem letu uresničiti. Ok. Štefanija sva rekla. Štefanija, zdaj tako je. Ta vaša situacija se nekako že uresničuje. Zadeve so že postavljene v tisti pozitivni smeri. Lahko se samo zaradi vašega dojemanja določene stvari zavlečejo. Bo se pa stvar zagotovo realizirala takrat, ko boste začela verjeti sebi. Prav? Ja, verjamem jaz v sebe. Prosim? Verjamem jaz v sebe. Vidim, ampak sem dal to zgolj kot eno dodatno popotnico za naprej, zato da veste, da ste na pravi poti, da je treba samo mičkeno počakati. No, sem zelo vesela. Lepo bodite. Ja, enako, Srečno. hvala lepa, lahko noč. Pozdravljeni. Potrpežljivost. Še en problem pri uresničevanju samega sebe. Nekako smo zdaj zaznali, to je potrpežljivost. Vsi bi radi v sekundi 20 imeli določene stvari narejene, ampak strani energije to ne gre tako, ne. Energije, če vidijo, da si ti preveč nestrpen, potem celo tako naredijo, da se ti namesto za 2 ovinkama pokaže zadeva po 5.
Ne? Takrat, ko že ti fizično čisto živce zgubiš, takrat že le pride tista Ko spustiš in dovoliš, ne? Tako, ja. Ko spustiš in dovoliš. Odlično. Takole, gospa Antonija je z nami na telefonski liniji. Dober dan. Dober dan. Pozdravljeni. Pozdravljena. Izvolite. Jaz bi vprašala, kaj mene blokira glede partnerstva ljubezni, da bi se izboljšalo. Kaj vas blokira? Ja. To bi bilo kar več stvari, Antonija, kar vas blokira. Ampak prva stvar, ki je, lepo prosim, pustite za sabo čustveno preteklost. Ne je vleč s sabo, zato ker to vas kot senca spremlja na vaši poti uspeha. Letošnje leto, ki ga imate pred sabo, imate predvsem marec mesec, kot mesec neke vaše osebnostne blaginje na čustvenem področju. In če takrat ne boste nekako v pravem trenutku začutili, da je to tista vaša prava pot, se vam lahko spet zavleče za, bomo temu rekli, 2 leti. Ampak to se nikakor ne bo zgodilo, zato ker jaz verjamem v vas, zato ker vem, da zmorete določene stvari, ampak dajte vsekakor oprostiti. To je prva zadeva, ki jo morate narediti v svojem življenju, predvsem do staršev, ne glede na to, ali so še živi ali ne. Prav? Prav, najlepša vam Vse hvala, lepo. srečno. Hvala. Še bomo spremljali vaše telefonske klice, vsaj še 2, tako da veste, da je še tisto upanje, da dobite kakšen tak nasvet oziroma pravo pot, ki jo boste morali prehoditi, prevoziti, preleteti, kakorkoli že pač sami. Ja, tukaj se mi zdi, da je včasih, ker najbolj bi bilo čudežno tabletko, pa da je vse fajn, ne? Ja, če bi ta obstajala, pol verjami mi, da bi že bili vsi uspešni. Yes. Ampak čudežna tabletka, če si jo že omenila, so naše misli. Če smo mi pozitivno naravnani in če si dovolimo določene stvari, se pravi tisto pristno dovoljenje sami do sebe, ko si dovolimo premagati ego, je potem to še toliko lažje. Pol pride tisti pravi steber ljubezni, kateri smo dejansko do izraza. In potem tudi ljudje, mogoče, če si opazila, ko sama hodiš po tej svoji poti, opažajo, da imaš pogled drugačen, da drugače spremljaš stvari, ne delaš več stvari tako zelo na hitro. Vse to je to, ko se zgodi takrat, ko si ljudje začenjamo oziroma začnemo dovoliti poslušati sebe in si začnemo dovoliti biti stvarni v svojem telesu, takršnem, kakršnem pač je. Kaj pa pravi gospa Albina? Dober dan, pozdravljena. Dober dan. Pozdravljena. Jaz imam eno samo željo. Okay. In to že dolgo, da bi se moj mož odpovedal alkoholu, ki me strašno moti. Je to mogoče? Kdaj ali je sploh nemogoče? Bova pogledala. Albina, Ja, prvo, kar morate narediti, je to, da razbremenite vaše misli v povezavi z njegovim pitjem in mu nehate pomagati v svojih mislih. Se razumeva? ja. Ker to, da on pije, je vzorec, ki ga je prinesel s sabo. In s tem vzorcem se mora sam soočiti. Ker ko se bo vaš mož kot energija sam odločil, da želi zaključiti zadevo, se potem stvar zgodi v relativno hitrem času. Bolj, ko boste vi drezala v njega, da pa zdaj nekaj more narediti, več bo on seveda tudi popil, ker misli, da s tem škodi vam, ne pa sebi. Imate pa zraven sebe zelo težko energijo, kar se vašega partnerja tiče. In dajte najprej priložnost sebi na tak način, da ga nehate opominjati ali pa nehate njegove napake, se pravi pitje, jemati kot svojo krivdo. Prav? V redu. V redu, najlepša hvala. Kako se počutite ob tem, gospa, kar ste slišali? Ja, počutim se dobro, jaz sem probala že vse načine in mi ne uspeva, ne. Se ni, da je bil kakšen strašen alkoholik, ne.
Samo tako se spremeni, sam če malo popije, da je neverjetno, mene tole moti, da je popolnoma drug človek. Zdaj bom mogoče hecno rekel. Naj gospo neha motiti. To, da njen partner pije in pol več ne bo imel energijskega veselja, da to naredi. Se razumeva? Zato, ker želite določene odgovornosti, kar se njega tiče, jo prevzeti nase, je potem v vašem življenju lahko taka zmeda, takšna in drugačna. Ja, se izmeda je, ne? Zakaj? Prav? Vse dobro prav. in se še slišimo kdaj. Ja, hvala lepa. Srečno. Takole zanimive situacije. Če sva že pri tem, ne? Takole, definitivno, v zadnji minutki pa pol skupnega druženja sva, tako da ti jih absolutno prepuščam, da podaš javnosti tiste stvari, ki jih morajo slišati. Prvo se bom dotaknil medsebojnih odnosov, ker sem želel še to dodati. Največkrat pri partnerstvih se zgodi, da če nekdo drug naredi napako, potem tisti drugi partner kot njegova senca prevzame vso krivdo na sebe, samo zato, da bi določenemu partnerju omogočil nek napredek v svojem življenju, pozablja pa na to, da sebi povzroča bremzo, njega pa podpira v njegovi lenobi. Zato je toliko bolj pomembno, da si zvest sebi, da si zvest svoji energiji, zato da lažje greš naprej. Zdaj, kar se tiče samega sporočila za danes, energije pravijo tako, biti zvest sebi je največja preizkušnja, ki jo mora dati vsak človek skozi. Vsak človek že misli, recimo, da če si privošči čokolado, je zvest sam sebi. Ampak, če je s tem zvest sam sebi tudi notranje, je pa vprašanje. Eno je fizično, drugo je notranje. In da to nekako uskladiš, bova končala tam, kjer sva začela, je treba obvezno verjeti sebi, verjeti v svoje sposobnosti in pa verjeti v pot, katero prehodiš. Krasno. Najlepša hvala. Hvala tudi tebi. Super, odlično. Takole, evo, so nam dali še dodatnih nekaj minut, pravzaprav 3, pa bomo sprejeli še en klic. Imamo še kakšen klic? Ta ima pa srečo. Aha, tale trenutek ne. Evo, če bo kdo zelo pohitev, bo pa glih imel priložnost. Tako da bomo videli, če bo, ne, tale imel srečo. Očitno mu je namenjeno, ne, ponavadi nam ne dajo dodatnih minut, ne. Najbolj drzni se zgodijo. Najbolj drzni. Evo ga, kdo bo torej najbolj drzen? Imamo koga? Ne, nimamo. Dobro, podajamo še nekaj trenutkov priložnosti in možnosti. Aha, ja, zdaj pa imamo. Zdaj pa imamo. Takole, pa preverimo, kdo je z nami. Dober dan, dober večer želim. Dober večer, Blanka. Evo, gospa Blanka, izvolite. Povejte. Ja, zdaj, ker sem samo rada povedala, da vsi bi se morali zazreti vase in delati na sebi, to, kar je bilo že tolikokrat povedano, ker brez tega ni. Čakati na druga mnenja in na druge izkušnje. Na drugih izkušnjah se samo učimo. Tako. To bi bilo to, kar sem želela povedati in me zanima odgovor. Pa zanima še moje mnenje, torej. Jaz se bom pridružil temu, kar ste povedala. Energije mi pa sugerirajo tako, da vi v svojih mislih verjamete sebi, ampak naredite še tisti zadnji korak, ki ga morate narediti, zato da boste to, kar ste povedala, lahko tudi udejanjila v svojem življenju. Imate zelo lepe možnosti, prav? Takole, gospa se je poslovila. Se je že poslovila. Ne vem zakaj, ampak precej težko energijo sem začutila, medtem ko je govorila gospa. To, kar je gospa povedala, je bilo njeno naučeno mišljenje. In ni izhajala iz sebe.
Se razumeva, o čem govorim? Ja, se razumeva. Jaz sem tudi brala knjige z glavo, potem pa sem ugotovila, da tukaj lahko vem stvari v teoriji, da od tukaj je treba pa živeti, ne? In kaj manjka recimo gospe kot taki, če se še ne dotakneva, tisto zaupanje do sebe, kar govoriva že danes celotno oddajo. Zanimivo. Očitno je bilo temu tako, da je to sporočilo današnjega dne, pravzaprav že od prve minute oddaje nasploh, ko smo govorili o odpuščanju in zamerah, pa vse do zadnje minute. Danes torej je tisti dan, ko razmišljate o tem, koliko pa pravzaprav zares zaupate sebi. Najlepša hvala še enkrat. In na 3x2-klepet@kavi.si še kakšna informacija, še kakšna podrobnost, ki vas lahko navduši in vas ne more rešiti, kajti to lahko naredite le zgolj vi sami, lahko pa vam pokaže pot. Naj vam bo svetleje. Hvala.